mislim, da je pravilno, da poskušamo družbo pustiti čim bolj odprto, tudi zato, ker mi smo kasneje ugotovili, da so recimo ravno zapiranje šol in tega javnega življenja, predvsem med mladimi, povzročili skokovit porast pač teh duševnih bolečin. Na drugi strani pa nismo imeli pravilne politike psihoterapevtske podpore, kar pomeni, da je pomemben del mlade populacije praktično ostal brez formule, kako bi se nazaj spet spravil v normalno življenje. In tu mislim, da imamo velik zaostanek, zato upam, da bodo na področju zdravstva in sociale dali poseben poudarek tej psihoterapevtski pomoči, ne samo za mlade, tudi za tiste starejše, ki so pri tem posebej trpeli, in da smo se iz tega ukrepanja tudi naučili, katera je pravilna gradacija ukrepov za čim bolj neboleče prebrodanje podobne pandemije.